Z nami sta politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič. Dobro večer obema. Pozdravljeni. Gospod Lukšič, ali najvišji skok priljubljenosti vlade v zadnjih 10 mesecih pripisujete samo Golobovi napovedi obvezne božičnice ali še čemu drugemu? Jaz mislim, da je tole verjetno ta emocionalna reakcija. Potem je treba videti tudi poroko. Se pravi, cel ta emocionalni inženiring, ki se ga gre Gibanje Svoboda in Robert Golob, je gotovo pozitivno vplival na dvig rejtinga. Se strinjate s tem? Ja, se strinjam. Že večkrat sem dejal, da je boj v politiki predvsem boj za čustva volivk in volivcev. Kažejo pa tile vaši rezultati, dvakrat merjeni, sledeče, da se slovenska politika izjemno personalizira in da ključno igro tukaj igrajo posamezne osebnosti. Iz povedanega prispevku bi lahko sklepal nekako, da bodo trije ključni igralci in dva statista v naslednji predvolilni tekmi, se pravi to rivalstvo, ki ga že gledamo med desnim in levim populizmom, nekako med SDS in Gibanjem Svoboda. Potem imamo dva resna igralca, ki se boste potegovala za tiste volivke in volivce, ki se želijo nekih sprememb, nekega tretjega stebra. Na levi je to zagotovo Vladimir Prebilič, na desni pa Anže Logar. Potem pa nekako dva statista, ki bosta v tej igri imela neko prednost, predvsem zaradi tega, ker so to stranke za daljšo tradicijo, tudi z nekim stabilnim volilnim telesom nekje okoli parlamentarnega praga. To sta na levi strani Socialni demokrati, na desni Nova Slovenija, za katero se vidi, da je Anže Logar, ko resno vstopi v igro s svojim imenom Anžeta Logarja, ne demokrati, ki volivke in volivci seveda tega imena ne poznajo, ne nazadnje mu niso dovolili niti ustanoviti poslanske skupine s tem imenom, sodi med nepovezane poslance, resno odžre volilni kolač. Gospod Lukšič, kako vi gledate na to personalizacijo? Ker zanimivo je, če ljudem ponudiš samo demokrate, so pod parlamentarnim pragom, če pripišeš še Anže Logar, postanejo tretja najmočnejša stranka. To je že kar dolg trend v slovenski politiki. Mi vemo, da so novi akteri, če so čez noč ustanavljali stranko, jo zmeraj ponovali poseb. Stranka Mira Cerarja, Lista Gregorja Viranta, potem bila Jankoviča in tako naprej, pa so potem iskali neko splošno ime. Pri Alenki Bratušek je bilo zanimivo, da je potem šla nazaj na svoje ime. To se bo gotovo dogajalo. Lahko zdaj z gotovostjo napovedujemo, da se bo stranka Demokrati preimenovala v stranko demokratov Anžeta Logarja. To zdaj verjetno nimajo dilem. Če jih imajo, potem ne razumejo, zakaj gre. Nekaterim pa to ne bo pomagalo. Recimo, če ti daš stranki ime stranka strica Poldeta, kar bi se lahko imenovala stranka Prebiliča zdaj, če iščejo novo ime, ker se mi zdi, da se je zelo zaklal s tom stricom Poldetom. To je ta kampanjski filmček proti božičnici. Če si ga ljudje niso še ogledali, si ga naj ogledajo, da bo videli, s kom imajo opravka. Je pa tudi ten mehanizem, to, kar sem govoril zadnjič tukaj, veste, če ti kot resen politik ne veš, kdo ti pravzaprav svetuje, potem ti mimogrede financerji naštimajo nekoga, ki te pele po neki poti, ki je pogubna. Ali mislite, da se je s tem, kar ste omenili, zgodilo Prebiliču? Jaz mislim, da še ne, ampak če ne bo na to pozoren, se mu pa hitro lahko zgodi, da ga bojo pelali najprej kot rezervno kolo, tako kot je kolega Gregorčič rekel, se pravi, da po eni strani ima potencial, da je lahko nek igralec, po drugi strani pa je še zmeraj odvisen od teh ključnih financerjev, ki ga vodijo. On ni tako razgledan v slovenski politiki, to je že večkrat dokazal, da bi znal zbrati prave svetovalce in te, ki naj mu pomagajo, da bi naredil dober rezultat. Se strinjate s tem in kdo bo zdaj odločil, ali bomo po vašem mnenju glede na te razmere, če dodamo imena strankam njihovih predsednikov v ime in ponudimo volivcem, kdo bo zdaj tisti, ki bo odločal, ali bo, ne vem, še naprej vlado sestavljal Robert Golob in Gibanje Svoboda ali Janez Janša ali kdo tretji? Poglejte, predvolilna tekma se šele dobro začenja. Ta imena so pomembna zdaj v tej prvi fazi. Ko se bodo začela v zadnjem mesecu predvolilna soočenja, bodo imena dobila tudi obraze. Skratka, v vašem in ostalih studijih se bodo ti akteri soočali pod temi blagovnimi znamkami strank in takrat bodo ti obrazi postali jasni in takrat se bo volilno telo tudi jasne lahko opredelilo tudi v anketah. Namreč menim, da danes ankete ne zmorejo zmeriti, kaj se bo zgodilo na volilno nedeljo, ne zato, ker bi bile ponarejene, ampak zato, ker
anketiranci, torej volivke in volivci, še sami točno ne vemo, kako se bo ta igra odvila. Ne pozabimo, naprimer, Vladimir Prebilič ni niti še ustanovil svoje stranke, igra se še ni povsem začela in trenutno se predvsem pozna ta polarizacija, ki jo igrata dva zelo močna akterja, ki jadrata na populizmu, Robert Golob na eni strani in Janez Janša na drugi strani. In tukaj se z Igorjem zelo strinjam, da če bo Vladimir Prebilič, mislim, da je omenjal nek Instagram posnetek, prej sva se pogovarjala, ko sva čakala na to oddajo, šel nekako po poti Šarca, ki je bil komik in drugega, kot je rekel, z tistih svojih nekaj komičnih vložkov ni znal spraviti skupaj, da se mu to ne bo obrestovalo. Namreč v slovenskem političnem prostoru primanjkuje nekih resnih igralcev, ki bi znali na poljuden način razložiti, zakaj gre v slovenski politiki in kaj mora ta država storiti, da bo prosperirala. Namreč ta potencial, to trdim, Slovenija ima. Imamo izjemno uspešnih ljudi, podjetnikov, športnikov in menim, da si ta uspeh tudi zaslužimo in zato si želim, da bi tudi novi politiki, ki vstopajo v ta prostor, to svežino in ta veter prinesli v naš prostor. Ga po vašem mnenju bodo in kako gledate vi zdaj na ta mrtvi tek med SDS-om Janeza Janše, ki je ves čas na vrhu, Golob ga je po tej zadnji javnomnenjski raziskavi dohitel. Ga lahko Golob, recimo Janšo, vi pravite tako ali tako, da bo Golob po vašem mnenju zmagal na levi sredini, ali lahko Golob s takimi stvarmi, božičnica, ne vem, poroka, objavljanje zdaj teh posnetkov iz poroke, morda še čim tretjim, celo prehiti Janšo pred volitvami? Ali je to zdaj še prezgodaj? Jaz mislim, da potencial ima. Zakaj? Veste, zaradi tega, ker se bo pokazalo, če se bo seveda, glede božičnice. Ta božičnica zdaj samo emocionalno deluje kot napoved. Če bo pa Golobu res uspelo to, v kar nekateri dvomijo, da bo letos res izplačana božičnica, to, kar obljublja, to se bo pa pokazalo, da kljub tem očitkom, da ni se s koalicijo pogovarjal, da je šel prehitro socialno partnerski dogovor in tako naprej, da bo se pokazal kot nekdo, ki drži besedo in to mu lahko da dodaten potencial. Da Janša misli, da je to možno, je pokazal s tem, ko so včeraj vložili spet ponovno ta zakon o dohodnini, se pravi, je sprejel to bitko, za katero misli, da bo res šlo. Se pravi, on mora res realno imeti ta predlog, mora priti do glasovanja v parlamentu, govorim zdaj o SDS-u. Seveda v tem predlogu, da se davčna olajšava oziroma dohodninska zviša in da ljudje dobijo več, okrog 400 evrov v žep. Tako je, da se bo lahko soočil s tem predlogom, za katerega zgleda ocenjuje, da se bo zgodil. In na volitve enostavno ne more Goloba pustiti, da si bo sam ne pripisal neke zasluge. Janša bi rad tu pokazal, da je njegova obljuba ali pa zmožnost še višja. Tukaj se strinjam, da se mora Janez Janša odzivati na poteze Roberta Goloba, vendar ne pozabimo, prejšnja vlada je tudi podelila ne bombončke, ampak cele bombonjere pred volitvami in se to na koncu na volilnem rezultatu ni poznalo. Namreč volivke in volivci seveda to za veseljem sprejmejo, tudi v vaši oddaji v preteklem tednu ste pokazali, da 60% ljudi pozdravlja božičnico, to seveda sprejmejo, potem pa pozabijo in nekako pride v igro druga čustva, ko se nekako novo leto zaključi, božičnica se poje in popije in na to pride volitve, ko je to že vse pozabljeno in Janezu Janši v prejšnjem mandatu se te bombonjere niso obrestovali v obliki volilnega rezultata. Čeprav, kolega Gregorčič, si mislimo, kako slab bi bil rezultat šele, če ne bi bilo teh bombončkov. Nimamo pač ta prave znanstvene usporedne meritve, tako da tega ne vemo. Politiki verjamejo, da to deluje in to mirno počnejo. Mi, ki tako malo vzdaljave razdalje opazujemo, se nam to ne zdi, da deluje, tako da tu bi se strinjal s kolegom Gregorčičem. Ne mislim, da bo to na dan volitev imelo nek velik vpliv. Danes ga pa gotovo ima, ker ljudje nekako doživljajo to že, kot da imajo denar v žepu. Če smem samo eno stvar, pri čemer tisti ukrepi prejšnje vlade so rezultirali tudi v nadpovprečni gospodarski rasti in gospodarskih kazalcih naše države. Danes pa, na primer, vsak mesec fiskalni svet izda neko opozorilo, da se ta država prekomerno zadolžuje in znalo bi se zgoditi, da bi prav na dan volitev, na primer, nam padla bonitetna ocena, zrasli stroški financiranja in bi se zašli v težave in to zagotovo v tem primeru je zelo nevarna igra Roberta Goloba,
Goloba, ker to pa mu bo zagotovo v pogubo. In še eno stvar bi dejal, ne pozabimo, SD pred zadnjimi volitvami, dokler se ni pojavil Robert Golob, je na anketah kotiral nekje po 20%. Ko se je pojavil Robert Golob in začel postajati resen igralec, se so začeli ti glasovi prelivati iz SD-ja k Robertu Golobu, končni rezultat je znan. 41 poslancev za Gibanje Svoboda in zgolj 7 za SD. Torej, to prelivanje je izjemno nevarno in če bo Vladimir Prebilič ali tudi Anže Logar, ki tudi zelo spretno igra svojo igro, namreč naprimer edini kritizira dovoz in s tem izenačuje nekako Goloba in Janšo, začel prelivati te glasove, potem se lahko zgodijo tudi neki preobrati, ki jih danes še ni mogoče videti in razbrati iz anket. Kaj pa Nova Slovenija in Levica? Kaj Logar pomeni za NSI, kaj Prebilič oziroma Miha Kordiš za Levico? Lahko razdrobi Miha Kordiš toliko glasove na naslednjih volitvah, da Levica ne pride v parlament, Logar pa, da NSI ne pride v parlament? Jaz mislim, da Miha Kordiš je retorično močan in predvsem v finalu lahko ogrozi vstop Levice v parlament. Ampak da po drugi strani je pa že toliko iz sebe naredil enega klona, da če se bo stranka potrudila, da bo lahko prišla v parlament. Kar zadeva Novo Slovenijo, se mi zdi tudi, da ta zamenjava je dobrodošla v smislu doseganja boljšega rezultata in da nekako Logar ne bo toliko zelo posegel v njihovo volilno telo. Seveda v pričakovanju, da bo stranka upravila svoj posel in najdla svoje mesto, ker ga ima v slovenskem prostoru. Nova Slovenija je vendarle krščansko-demokratska stranka in ima tu neko mesto, ima tradicijo, tako da bi bilo dobro, da pride v parlament. Kakšno je vaše mnenje? NSI, Levica? Poglejte, ena lastovka ne prenese pomladi, pa vendarle Novi Sloveniji se je po zamenjavi vodstva, se pravi, ankete pokazale boljši izid in kar je recimo nekako kolorira s tem, da je tudi njihov bivši predsednik Matej Tonin pristal daleč na zadnje mesto. Torej, izgleda, da je bila ta zadeva pozitivno sprejeta. Glede Levice in Kordiša pa menim, da gre za dvorezen meč. Levica postaja vse bolj sistemska stranka in s tem, če ne bo zajedla v telo SD-ja, namreč postaja vedno bolj podobna SD-ju, potem bo imela težave, ker bo Kordiš zagotovo odnesel odstotek ali dva, kar bi lahko bilo za njih usodno. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala za povabilo.